Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Lini in Teju, ki zelo rada prisluhneta pravljičnemu svetu. In tokrat nas čaka nekaj posebnega. Zgodba o prisrčni ter srečni družini Barba Pape, ki s svojo prijaznostjo vedno najde način, kako pomagati drugim. A tokrat se družina Barba Papa znajde pred izzivom, ki ga poznamo vsi. Kako deliti tisto, kar imamo, še z ostalimi in pri tem ohraniti nasmeh. Le kako jim bo uspelo rešiti težavo, da bodo spet vsi srečni. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Lino in Teja z naslovom Barba Papa, srečna družina, zgodba o deljenju. Presenečenje. Zjutraj je poštar dostavil paket za Barba malčke. Le kaj bi lahko bilo v njem? Pametna tablica za igranje iger, risanje in brskanje po spletu. Barba malčki jo neučakano želijo uporabiti. Pazite, ne vsi naenkrat. Kako bi tablico podelili brez prepirov? Barba mama postavi pravila. Pol ure na dan, eden za drugim. Barba brala je prva na vrsti. Super, na tablici lahko beremo knjige. Barba brala ne mara, če ji gledajo čez ramo. Vendar njen čas uporabe tablice se je iztekel. Na vrsti je Barba lepa. Zmagala je na srečelovu. Barba lepa se lepo uredi in na tablici naredi lepe sepke. Pride še Barba Zu. Barba lepi predlaga, da je lahko on slika. Obrni se, zelo si lepa tudi od zadaj, ji reče. In mali nepridiprav pobegne s priljubljenim predmetom. Barba Zu ne more verjeti. Na spletu je videl toliko neverjetnih slik. Poglej no, te slike so ponarejene. Barba Zal mu vzame tablico, da mu pokaže, kako lahko vsak spreminja sliko. Nenadoma iz grmovja plane zeleno bitje. Na pomoč! Barba Lala je prestrašila brata, da jima je lahko vzela tablico in nato na njej ustvarjala glasbo. Barba Lala sklada. Barba Bravo pa se dela, da mu je všeč in sestro zamoti s plesom. Prebrisanec. Kakšna zmešnjava pri Barba malčkih. Po glavi se jim podi samo eno. Kako za vsako ceno dobiti tablico? Katastrofa. Tablica je padla. In kaj zdaj? Skupna igra je v resnici veliko bolj zabavna. Kaj pravite, otroci? Ja, bo kar držalo. Kako lepa in predvsem poučna zgodba. Sreča postane še večja, kadar jo delimo z drugimi. A prijazne besede, nasmehi in majhne pozornosti, tudi vse to so darila, ki jih lahko delimo z drugimi prav vsak dan, ter jih osrečimo. Lina in Tejo, hvala za idejo o čudoviti zgodbi, ki je spremljala tudi moje otroštvo. Naj v zgodbo o deljenju slavne družine Barba Pape spomni, da ima vsako srce dovolj prostora za prijaznost,
pomoč in toplino. V mojem knjižnem kotičku pa vas čaka še veliko pravljic televizijskih junakov, kot so Tri mucke, Tačke na patrulji, Pujsa Pepa, Maša in medved, Lili in žerca, Smrkci, Kravica Liska ter mnogo, mnogo drugih. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Lini in Teju, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku, družbi čudovite družine Barba Papa. Čau, čau! Bravo! Odlično ste rešili. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Ajdi, ki je 6. januarja leta 2026 praznovala svoj 5. rojstni dan. Ajda, vse najboljše in najlepše. Prav tako pa ti želim veliko smeha, radovednih korakov in pravljic, ki naj te vedno znova in znova popeljejo v čarobni svet. Naj bo vsak tvoj dan vsaj malce čaroben. Tokrat bomo prisluhnili zabavni in poučni pravljici o prijateljstvu, potrpežljivosti in deljenju. Namreč Zmaj in njegov prijatelj sta našla zelo zanimivo knjigo. Težava pa je nastala, saj bi točno to knjigo radi brali vsi in to istočasno. A knjiga je bila žal samo ena. Le kako so se uspeli dogovoriti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Ajdo z naslovom Deliti je lepo, Zmaj. Kaj misliš? Kam neki je šel danes Zmaj s tako čudovito torbo? Zanima me, ali nam bo dovolil pokukati vanjo. Polna je knjig. Zmaj pogosto zahaja v knjižnico. To je zagotovo njegov najljubši kraj na tem svetu. Te knjige bo vrnil in jih zamenjal za zgodbo, ta hip zelo priljubljeno po vsem svetu. Ali mu lahko pomagaš odpreti vrata v knjižnico? Seveda. Vračanje knjig po drseči cevi knjigomata je tako zabavno. Zmaj pomaha in zašepeta adijo vsaki knjigi posebej, preden jo spusti po ogromni cevi, kjer mu izgine izpred oči. Tudi ti lahko pospremiš knjigo s pritajenim glasom, s kakršnim govorimo v knjižnicah. Ui! Papa! Zmaj hiti naravnost do najljubše knjižne police. Tiste s knjigami o mačkah. Toda počakaj! Njegove najljubše zgodbe ni na polici. Vse kaže, da bo treba Zmaja v tolažbo potrepljati po rami. O, poglej! Prihaja vitez železni. Morda bo razveselil Zmaja. Zanima me, katere knjige ima vitez železni v svoji knjižni torbi. Zvezdnati vitezi. Ne zbudi vitezov. Ššš. Sovji vitez. Na viteškem vrtu. In katera je ta zadnja? Zdi se kot knjiga o mačkah. Mjau. Zmaj, kaj počneš? Vitezu železnemu ne moreš kar tako potegniti knjige iz rok, tudi če je tvoja najljubša zgodba. Vitez železni pravi, da je to tudi njegova najljubša zgodba in takoj vzame knjigo nazaj. Prvi sem jo imel.
Zmaj je videti tako žalosten. Ali si že kdaj videl koga tako razočaranega? Pobožaj zmaja po hrbtu. Zmaj bo danes moral izbrati drugo knjigo. Oglej si vse knjige na policah. Ali mu boš pomagal izbrati? Prijateljstvo, poezija, pravljice, nori gradovi, Zmaj detektiv, Atlas, Miš v vesolju. Katero knjigo misliš, da bo izbral Zmaj? Izbral je 2. Zmaj na vozu in Viteška kuhinja. Kadar si Zmaj izposodi knjige v knjižnici, z njimi najraje pohiti do parka, kjer po tleh razgrne odejo in jih začne brati. Poglej, kdo je tudi tam. Vitez železni. Ali lahko gledaš od strani, ne da bi obrnil glavo, tako kot Zmaj? Moja je, zakriči Vitez železni, ko Zmaj seže po knjigi. Ne moram več gledati. Lahko ti? Knjige niso narejene za igranje vlečenja vrvi. O, ne. Knjiga poleti, plapola, lebdi, frfota in izgine. Zmaj bo zdaj res pogrešal branje svoje najljubše zgodbe. Če bi le počakal, da bi prišel na vrsto. Kam je šla knjiga? Ali jo kje vidiš? Princesa ne more verjeti, kakšno srečo ima. Obožuje zgodbe o mačkah in ena je pravkar pristala pred njo. Obrne stran in začne glasno brati. Nekateri pravijo, da se moja mačka Mili grdo obnaša. Princ se usede zraven nje in posluša zgodbo. Prihaja vse več prijateljev. Potem se jim pridružita še Zmaj in Vitez železni, ki iščeta knjigo. In kaj meniš, da reče Vitez železni? Moja je! Ali lahko preberem knjigo do konca? Potem ti jo takoj vrnem. Prosi princesa in potem naprej bere. Vitez železni s pogledom ošvrkne vse, ki poslušajo zgodbo iz njegove knjige. Če bi lahko bruhal ogenj, bi to tisti hip tudi storil. Toda ko stoji tam, nekajkrat globoko zajame sapo in opazuje svoje prijatelje, kako uživajo v poslušanju zgodbe in delijo knjigo med seboj. Srce Viteza železnega začuti nekaj posebnega. Srečo. Tudi Zmaj je srečen. Konec, reče princesa, ko obrne zadnji list. Princesa vrne knjigo Vitezu železnemu, tako kot je obljubila. Kot kaže, je najina najljubša knjiga vseh nas. Z nasmehom reče Vitez železni. Izvoli, Zmaj, zdaj si ti na vrsti. Toda Zmaj zmaje z glavo in jo potisne nazaj v roke Vitezu železnemu. Vitez železni je prvi imel knjigo. Zmaj bo počakal, da bo prišel na vrsto. Konec koncev, če počakamo, da pridemo na vrsto in delimo stvari z drugimi, pokažemo, da nam je mar zanje. Ja, in še res je. Kako prikupna, predvsem pa pomembna zgodba. Namreč Zmaj in njegovi prijatelji so nas opomnili,
da deljenje ni vedno najlažje, a je skoraj vedno tista prava pot. In ko znamo potrpežljivo čakati in prisluhniti drug drugemu, postane skupno doživetje še toliko lepše. Ajda, naj bo prav vsak dan vedno poln svetlih misli in lepih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Barba papa, srečna družina, zgodba o deljenju. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Ajdi ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, da sta se le uspela dogovoriti. Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Naslov današnje pravljice je Veveričji prepir. Zanimiv naslov, kaj ne? Res me zanima, čemu sta se veverička prepirala. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veveričji prepir. V temnem goščavju je vedno hladno. Mah zeleni še poleti, ko ptice pojo. Zdaj tu je jesen in nebo nežno rdi in sleherno bitje si spanja želi. Živahni Ciril pa je čisto drugačen. Vedno je buden, zabaven in lačen. Gozdne živali se niso igrale, ampak za zimo so hrano nabrale. Polna so dupla, brlogi in rovi, v sleherni skrambi dišijo plodovi. Ciril se požvižga, uživa vsak dan, pleše in skače ves razigran. Omare so prazne, ničesar več ni, trebuh mu kruli, le kaj naj stori? Ne, stoj, kaj je to? Na borovi veji, tako se mu zdi, storž osameli se mu smeji. Zavriska od sreče, podjeten, odločen, storž je poln jedrc, slasten in sočen. A žal je tu še nekdo. Tamle na boru vztrajni metod, v tistem trenutku zagledal je plod. V njegovi omari se je vsega nabralo. Kljub temu si misli, je en storž premalo. Ta storžek bo moj, se zasmeji in jedrca sladka pojesti želi. Oba sta se hkrati po deblu pognala. To je zdaj tekma, ni igra, ni šala. Hitro sta plezala mimo pregrad, kdor prej bo pri storžu, dobil bo zaklad. Ker sta hitela, je veja drhtela, njuna poslastica je odletela. Ciril in Metod sta drvela za njo, z ramo ob rami, le kdo zmagal bo. Imam ga, je kričal živahni Ciril. Imam ga, je ponovil vztrajni Metod. Prehiter sem zate, pozabi ti trud. Lačen sem, se je zadrl Ciril. Metod pa, meni pripada, ne boš ga dobil. Storž se odbijal je od skal in od tal, ter na medvedovem smrčku pristal. Smrčka skotalil je spet se na tla, na robu previsa obstojita oba. Se zibal in tresel, nagibal in pljusk. Ciril in Metod sta skočila za njim. Še vedno tekmujeta, nista spoznala, da bi prijateljsko si pomagala. Ciril in Metod divje plavala sta, tedaj pa ujeda spusti se z neba. Kakor bi trenil, se tekma konča, preslastnega storža bosta oba. Vrni ga, najin je, sta zacvilila. Bila sta pohlepna in figo dobila. Na majcenih čolnih sta tiho veslala. Pred njima naenkrat pojavi se slap. Naju bo kap,
Ciril in Metod v globel sta letela, nesreča pohlepneža je dohitela. Če bi si storžek lepo razdelila, ne bi se zdaj za življenje borila. Borita se z reko, ki nosi v stran. Ciril zgrabi vejo, a tok je močan. Zagrabi Metoda, ga trdno drži, povleče na breg, komaj živ obleži. Razmišljala sta in strmela v nebo. Metod je pogledal Cirile v oči, odprla sta usta, se smejala. Hi, hi, hi. Bila sva neumna, sta rekla oba. Ne hrana, prijateljstvo nekaj velja. Odslej bova složno delila stvari, tako na tem svetu se lažje živi. Bila sta prijatelja, kar sta dobila, sta tudi drugim takoj ponudila. Ciril in Metod na svojih poteh najraje imata prijateljev smeh. O, ti požrešna veverička! In kako sta bila vztrajna? Nikakor nista želela odnehati pri tekmi za zadnji okusen storž v gozdu. A na koncu jima ta storž ni bil usojen, sta pa prišla do odličnega spoznanja ter do novih prijateljskih vezi. In kot pri drugih pravljicah je ravno trdno, a iskreno prijateljstvo temelj za srečno življenje. V mojem knjižnem kotičku pa poiščete še kakšno pravljico o vevericah. Zagotovo jo boste našli. Lepo se imejte, otroci, in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je čudovita slovenska slikanica, ki svojo zgodbo razsvetljuje pomen sreče, spoštovanja in sprejemanja drugačnosti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa avtorice svetovno znane slovenske popotnice Benke Pulko z naslovom Dve ciklami ali na svetu je dovolj prostora za vse. Sredi velikega mesta je stala srednje velika hiša. Imela je precej oken in malo vrat. V majhnem stanovanju je živela osamljena gospa, ki si je želela družbe. Nekega veselega dne je kupila 2 ciklami in cvetlična lončka postavila na svojo najljubšo okensko polico. Tukaj bo vajin novi dom, jima je govorila, kot da bi ciklami znali poslušati. Zjutraj vaju bodo zbujali prvi sončni žarki in popoldne boste počivali v senčki ter se radostili vsakega dne. Je bila navdušena nad novima sostanovalkama. Roži sta se radovedno ozirali okoli sebe. Nič jima ni bilo poznano, niti druga drugi, čeprav sta prišli iz iste cvetličarne. Jaz sem Rozi, se je opogumila Roza ciklama in nagovorila sosedo. Zdravo, meni pa je ime Belinda, je rekla bela ciklama in z listkom pomahala v pozdrav. Med spoznavanjem sta se naskrivaj opazovali in si mislili druga o drugi vse mogoče reči. Belinda je bila ljubosumna, ker je imela Rozi veliko čudovitih cvetov. Rozi pa je šlo na živce, da je bila Belinda višja od nje in da so bili njeni lističi ter cvetki precej večji. Življenje je videti resnično naporno, če te mika vedno tisto, kar imajo drugi okoli tebe, namesto da bi se veselil tistega, kar imaš sam. Nekega dne je mimo ciklam pridrobila pikapolonica. Odeta je bila v rdečo obleko s črnimi pikami in širok nasmeh. Prinašam vrečo, v njej imam srečo. Kdor je noče, naj se joče. Se je veselila brez posebnega razloga polonca, ki je dobila ime zaradi svojih pik.
Lep dan je še lepši, če ga z nekom delim, je pela in plesala med začudenima ciklamama. Svetlici sta v pogledu nanjo skoraj oleseneli od strahu. Nevarnost v zraku, joj mene, joj tebe, joj naju obe, sta kričali v en glas in se bali razigrane Polone. Pika Polonica jima je mirno povedala, da ne je rastlin, ampak ji najbolj teknejo listne uši. Če se vama zdi, da vaju sovražim, naj vama povem, da vaju samo pazim. Pohrustala bom vsak mrčes, ki k vama pride, če sam hitro ne odide. Se je ponudila, da bo varovala ciklami, če bo potrebno. Rozi in Belinda sta se spogledali ter spremenili temo pogovora. Le od kod takšno veselje in toliko dobre volje? Se nista mogli načuditi. Potem sta se ponovno zdolgočaseno zagledali skozi okno. Kljub temu, da sta bivali na isti okenski polici in se srečevali z istimi dogodivščinami, se dišeči ciklami nista zbližali. Pogovarjali sta se samo, ko sta obrekovali druge. Pravi prijateljici še vedno nista bili. Življenje na enem samem mestu res ne more biti zanimivo. Še posebej, če se vedeš neprijazno do vseh, ki bi radi postali tvoji prijatelji. Naslednji dan je prilezel na obisk zanimivi pajek. Živahno se je sprehodil mimo ciklam in na glas pohvalil njuno lepoto. Dober dan, princeski cvetoči, danes sta tako sijoči. Ciklami sta se našobili, zavili z očmi in okrcali pajka, naj se bolj potiho veseli, da njunega miru ne kali. Frajer se ni dal motiti. Gomazel je naprej po okenski polici in se vljudno izognil, da se ne bi sprehodil čez katero od slabovoljnih rož. Čeprav je bil kosmatega telesa, je bil modre glave. Kakšna škoda, da me nobena roža nikoli ne poboža, so prav takšne kot ljudje. Ustrašijo se 4 parov slokih nog, s katerimi lezem naokrog. Le kako ni vidijo, da če komu po nerodnosti na prstek zlezem, nikoli ni tako hudo, kot če človek na pajka stopi in mu zdrobi telo. Se je pogovarjal sam s sabo. Mi pajki krhki smo fantje brhki. Nikomur nič slabega ne želimo, samo po prijateljih hrepenimo. A ker jih težko dobimo, bolj v samoti živimo. Se je zavedal svoje drugačnosti. Tretji dan je mimo okna pripujsal prašiček. V mesto je prišel z vasi in se ni prav dobro znašel. Zvedavo se je oziral naokoli in bil je malo zgubljen. V kraju, ki je bil zelo drugačen od njegove domače vasi, se je kljub temu zabaval in prav nič mu ni bilo dolgčas. Ciklami sta ob pogledu na neznanca izmenjali nekaj besed in ugotovili, da mora biti oddaleč, ter da niti malo ne spominja na mestnega prašiča. Pujs je bil najboljši učenec v razredu. Čeprav je bil nekoliko neroden in malo preveč zavaljen, je znal pametno razmišljati. Ciklamama je zakrulil prijazno. Učenje v novih krajih je prav mično in znanje pridobljeno je odlično. A da se naučimo doma živeti, je potrebno iti v svet. Rozi in Belinda nista prav dobro razumeli, kaj jima je hotel povedati, zato sta se delali, kot da ga nista slišali. Nekega dne je gospa, ki je vsako jutro skrbno zarila svoji lončnici, prejela pismo. Iz tujine je pisala prijateljica Mici in jo povabila k sebi na obisk. Ker rožam ni dovoljen vstop v letalo, sta morali ostati doma. Med zapuščanjem stanovanja teti Mari ni preostalo drugega, kot da jo je odvrgla v smeti. Z rožicami postlano življenje 2 ciklam se je v hipu spremenilo v trnovo pot. Noč sta preživeli v smetnjaku. Zjutraj se je prvi priplazil mimo potepuški maček, ki je stikal za ostanki hrane.
pomendral jima je nekaj listov in cvetov ter pustil za sabo obupani, objokani ciklami. Kmalu zatem je prihromel smetajev kamion. Ho, poglej, kako krasni ciklami, se je radostil gospod, ju potegnil iz zbiralnika smeti ter odnesel domov. Smetarjeva žena se je razveselila presenečenja in posadila ciklami v senčko ob robu vrta. Tam se je za Belindo in Rozi pričelo drugačno življenje. Med vsemi ostalimi na gredici sta bili edini rastlini iz cvetličnih lončkov. Poglej, kako naj opazujejo potonike, zagotovo se jima zdima čudni, sta šepetali oprezno. Ob tem sta se spomnili, kako sta zaničevali Pajka zaradi njegove drugačnosti. In postalo jo je sram. Belindi je prišla na misel Pika Polonica. Tudi Polonca si je želela najti prijatelje, prav tako kot se sedaj trudita ciklami z veveričko in metuljem, da bi si med igro skupaj krajšali čas. Nič več se mi ne zdi, da je bil tisti vaški prašiček vreden zaničevanja, se je pokesala Rozi. Tukaj bi se lahko posmehovali nama, ker sva mestni roži. Sta doumeli, da se norčevati iz drugih ni lepo. Ciklami sta se odločili, da bosta postali prijaznejši roži. Namesto obrekovanja sta se trudili povedati o bitjih okoli sebe tudi kaj lepega. Rozi, meni se zdi, da je dobra volja super stvar. Več je daš, več je imaš, je veselo ugotovila bela ciklama. Da, svet je velik, zanimiv in prijazen. Na njem je dovolj prostora, če vemo, da se vse okoli sebe spoštovati mora. Se je pridružila razmišljanju njena Roza prijateljica. Tistega toplega poletnega večera sta skupaj zadovoljno sanjarili v novih doživetjih in prijateljih, ki jih boste srečevali ter spoznavali v naslednjih dneh. Ja, odlična pravljica, kaj ne? In verjamem, da ciklami še danes uživata življenje. Rozi in Belinda sta nas skupaj s svojimi prijatelji opomnili, da se sreča pravzaprav skriva v nas samih. Prav tako pa je tudi spoštovanje do drugih tisto, ki žareva našo lepoto. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim čudovitim pravljicam, ki so nastale izpod peres odličnih slovenskih avtorjev ter avtoric. Lepo se imejte, naj vas skozi življenje vodijo prijaznost, sreča ter zadovoljstvo. Pošiljam vam cvetlični pozdravček. Čau, čau. Bravo, res čudovita pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim, da prisluhnete čarobni pravljici, ki s toplino objame ter s preprostim sporočilom o deljenju poboža dušo. Tudi tokrat bomo spoznali 3 najboljše prijatelje, Matica, Tomaža in Žana, ki so otrokom polepšali dan. Le na kakšen način jim je to uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Čarovnija deljenja. V majhni, sončni vasici ob plaži, kjer je modro nebo skoraj vedno obsijalo vsak kotiček ozkih ulic in je šum valov prinašal občutek miru, so se nekega toplega popoldneva igrali 3 najboljši prijatelji, Matic, Tomaž in Žan. Sonce je svetilo tako svetlo, da je bil pesek pod njihovimi nogami skoraj zlato obarvan. Veter pa je nežno pozibaval visoke palme ob plaži.
Matic je imel v rokah pisano žogo, tako živo obarvano, da je sijala v vseh mavričnih barvah, kot da bi ujela vse odtenke sončnih žarkov. Tomaž je s ponosom nosil svoje rdeče vedro, svetleče kot rubin, medtem ko je Žan v pesku ustvarjal ceste in mostove za svoje avtomobilčke, ki so bili v njegovih očeh videti kot prave dirkalne zvezde. Njihova igra je bila polna smeha, radosti in veselja. A nenadoma je Matic opazil nekaj nenavadnega na drugi strani plaže. Tam, pod senco tiste stare palme, so stali otroci. Matica, Tomaža in Žana so opazovali z žalostnimi očmi in tiho stali, kot da so nevidni. Njihovi pogledi so govorili več kot besede, saj so si tudi oni želeli biti del otroške igre. A žal niso imeli ničesar, s čimer bi se lahko igrali. Nihče izmed njih namreč ni imel niti ene igrače. Njihovi pogledi pa so bili polni hrepenenja in tihe žalosti. Matic se je obrnil k prijateljima in rekel: Hej, ste opazila te otroke tam pod palmo? Nimajo igrač. Poglejte, kako žalostno nas gledajo. Njegove besede so bile polne sočutja in razumevanja. Tomaž je prestregel pogled tistih malih otrok in njegovo srce je mehko zadrhtelo. Ja, prav imaš, je prikimal Tomaž in z roko stresel nekaj mivke v svoje rdeče vedro, kot da bi razmišljal, kako jim lahko pomaga. Mogoče se jih ne morejo privoščiti, je rekel zamišljeno. Moji starši so mi enkrat povedali, da vsi starši nimajo dovolj denarja, da bi svojim otrokom kupili igrače. Žan, ki je bil vedno tisti, ki je našel rešitev za skoraj vsak problem, je rekel: Mogoče jim je nerodno, ker nimajo igrač in se nam zato ne upajo pridružiti. Kaj, če jim posodimo svoje igrače? Tako se bomo lahko vsi skupaj igrali in nihče več ne bo žalosten. Njegova beseda posodimo je bila polna upanja, kot da bi vedel, da bi to preprosto dejanje lahko spremenilo dan otrokom in jim pričaralo nasmehe na njihovih obrazih. Matic in Tomaž sta se takoj strinjala. Vsi so se namreč zavedali, kako odlično se počutiš, ko srečiš druge. Matic je s pisano žogo v rokah takoj stekel do otrok. Hej, se želite igrati z nami? Je vprašal. Njegove oči so svetile od pričakovanja. Čeprav so bili otroci najprej nekoliko zadržani, jih je Matičev prijazen nasmeh opogumil. Tomaž je dvignil svoje rdeče vedro in rekel: Pridite, tukaj lahko skupaj gradimo peščene gradove. Otroci so jih sprva negotovo pogledovali, kot bi bili prestrašeni. Eden od njih, droben fantič z razmršenimi lasmi, se je opogumil, previdno dvignil roko in tiho rekel: Res lahko? Namreč mi nimamo nobene svoje igrače. Žan se je nasmehnil. Seveda lahko. Igrače so bolj zabavne, ko si jih delimo. Tukaj imam še en avtomobilček. Bi ga rad zapeljal po tej cesti? Žan je z veseljem postavljal svoje avtomobilčke v vrsto in povabil otroke, naj se mu pridružijo pri igri. Eden od otrok, ki je bil videti najmlajši, je previdno prijel enega od avtomobilčkov in ga previdno zapeljal po peščeni cesti, kot da bi bil to zanj prvi trenutek sreče tistega dne. Ostali otroci so se počasi sprostili in eden za drugim pristopili bližje. Matic je dal svojo pisano žogo najmlajšemu dečku, ki jo je sramežljivo držal z obema rokama. Bil je vesel kot še nikoli.
Imel je občutek, kot da v svojih rokah drži ves svet. Tomaž pa je z rdečim vedrom poklonil enega najboljših trenutkov fantku, ki si je vedno želel zgraditi peščeni grad. Pridi, pomagal ti bom zgraditi najlepši grad daleč naokoli, mu je rekel, in začela sta graditi z nasmehom na obrazu. Veselje je bilo nepopisno. In tako so se vsi skupaj igrali. Smeh je napolnil morski zrak. Valovi so ob robu plaže nežno pljuskali, kot da bi hoteli zaplesati v ritmu sproščene otroške igre. Pesek, ki je bil prej le suh in dolgočasen, je postal poln gradov, cest in tunelov, ki so jih otroci skupaj ustvarjali. Vsak trenutek je bil poln sreče. Vsak od otrok je občutil toplino v srcu, ko so skupaj ustvarjali nepozabne spomine. Igrače so krožile med vsemi otroki. Prav vsi so se smejali in igrali, kot da bi bili najboljši prijatelji. Čarovnija je bila v zraku. In bolj, ko so delili svoje igrače, bolj so se v njihovi notranjosti prebujali občutki sreče in prijateljstva. Plaža, ki je prej delovala tiha, je sijala v novih barvah. Celo sončni žarki so se zdeli še svetlejši, kot da bi narava občutila to čarovnijo deljenja. Matic je s pogledom spremljal prijatelje in spoznal nekaj pomembnega. Veš, je tiho rekel Tomažu, mislim, da je za te otroke težko, ker si ne morejo privoščiti igrač. Pa vseeno nočejo, da bi kdo to vedel. Tomaž se je ustavil za trenutek in prikimal. Ja, res je. Včasih se otroci bojijo prositi, saj sami nimajo veliko igrač, a vseeno imajo veliko srce. In najpomembnejše je, da znaš deliti in se skupaj zabavati. Žan, ki je bil najbolj moder med vsemi, je vskočil v pogovor. Deljenje je res kot čarovnija. Ne potrebuješ veliko, da nekoga osrečiš. Samo poglej jih sedaj. Vsi so tako srečni in veseli. Konec koncev, nič na tem svetu ni ne tvoje, ne moje. Vse, kar imamo, lahko uporabljamo, se zabavamo in delimo. Mar ni čar sreče ravno čarovnija deljenja? So se vprašali. Ko je sonce pričelo zahajati in je nebo prešlo v čudovite oranžne in vijolične odtenke, so se otroci počasi začeli poslavljati. Tisti, ki poprej niso imeli igrač, so se zahvalili z velikimi, iskrenimi nasmehi. Hvala, ker ste z nami delili svoje igrače, je rekel eden od njih, medtem ko je objel Matica. Nimamo svojih igrač, ampak z vašim srčnim deljenjem smo vsi preživeli najsrečnejši dan v našem življenju. Zelo smo se zabavali, so dodali, medtem ko so odhajali proti svojim domovom na drugi strani mesta. Ko so Matic, Tomaž in Žan hodili nazaj domov, so bili utrujeni, a v njihovih srcih je tlelo nekaj posebnega. Bili so ponosni, ne zato, ker so se igrali, več ker so osrečili druge. Veste kaj, je rekel Žan. Deljenje je res kot čarovnija. Ko nekomu daš nekaj, kar si želi ali potrebuje, dobiš v zameno veliko več. Prijatelje, srečo in zadovoljstvo. Matic je pokimal in rekel, ja, mislim, da je to res čarovnija. Čarovnija deljenja. Žan pa je dodal, naslednjič, ko bomo šli na plažo, bomo prinesli še več igrač, da jih bomo lahko delili. Več deljenja, več veselja.
Od takrat naprej so se trije najboljši prijatelji vsakič, ko so odšli na plažo, odločili, da s seboj vzamejo še ostale igrače, s katerimi so se le redko igrali ali pa skoraj nikoli. Vedeli so, da ne potrebujejo veliko, da bi nekomu polepšali dan. Vsakič, ko so delili igrače, so spoznali novo čarovnijo. Čarovnijo prijateljstva, sreče in skupnega ustvarjanja nepozabnih spominov. Bravo, fantje! Res je. Deljenje je več kot čarovnija, ki ima prav posebno moč. Matic, Tomaž in Žan so nas opomnili in navdihnili, da je dan lahko čaroben, če v njem najdemo prostor tudi za prijaznost in zmožnost deljenja igrače, prijazne besede ali nasmeha. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni srčni pravljici z naslovom Sestavljenka prijaznosti. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabimo, da je največja čarovnija v preprostem deljenju in srčnosti. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi treh najboljših prijateljev, Matica, Tomaža in Žana. Čau, čau! Bravo, fantje! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka prav posebna zimska zgodba. Tista, ki se začne nekje daleč na severu, kjer snežinke tiho poplesavajo po zraku, ta pa diši po ostri zimi. In ob zasneženi poti je ležala rokavica. In ko se je vanjo najprej skrila miška, si niti ni predstavljala, da bo njena nova hiška kmalu postala zavetje tudi za druge prezeble živali. Rokavica je bila samo ena, živali pa vedno več. Ali bo rokavica dovolj velika za vse živali, ki iščejo zavetje? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo ljudski pravljici z naslovom Rdeča volnena rokavica. Skrajno na severu, kjer se vse leto zadržuje sneg, je nekega dne nekdo izgubil rdečo volneno rokavico. Zgodilo se je nekaj dni kasneje, ko je mimo prišla drobcena miška. Zeblo jo je, njene tačice pa so ji med iskanjem zavetja skoraj pomrznile. Čudovito! Rokavica! Se je razveselila miška. Najprej se je prepričala, da v njej ni nikogar, potem pa je vstopila. To je bila zdaj njena nova hišica. Kako je topla! Je bila navdušena, ko je hodila po njeni notranjosti. Potem je od izčrpanosti zaspala v enem izmed njenih kotičkov. Malo zatem je mimo priskakljala premražena žabica. Raga, kaj pa je to? Se je spraševala, ko se je približala rokavici, ki je ležala na snegu. Kvak, kvak, je zakvakala žabica in v rokavico pomolila svoj nosek. Tedaj se je miška prebudila in jo povabila, naj vstopi. Objemi me, je rekla žabici. Hitreje se boš ogrela. In žabica ni prav nič oklevala. Zdaj sta v hišici živeli obe. Zvečer je rokavico opazila sova. Je kdo tukaj? Je vprašala, ko se je približala.
Moja krila so prezebla in boleča. Za nocoj potrebujem zavetje. Vstopi, sta jo povabili miška in žabica. Zdaj so bili v hišici trije. Na vse zgodaj zjutraj jih je prebudil strašanski ropot. Puf! Rokavica se je premaknila za nekaj metrov. Zajček se je, ne da bi bil povabljen, z velikanskim skokom prikradal v njihov dom. Zunaj je tako zelo mrzlo, se je opravičil za svojo vsiljivost. Živali so se nasmehnile in ga prijazno sprejele. Zdaj so v hišici prebivali 4. Kmalu zatem so v daljavi zagledali lisico. Od večdnevne hoje je bila povsem izčrpana. Ne smemo ji dovoliti, da se nam pridruži, prevelika je, so godrnjale živali. Nekaj minut kasneje je lisica svoj smrček pomolila v rokavico. Zaradi njenega otožnega pogleda so si živali v trenutku premislile in jo povabile k sebi. Zdaj se jih je v hišici drenjalo 5. 5 živali pa se ni moglo udobno namestiti. Sova se je znašla na zajcu, čigar zadnjica je počivala med lisičjimi ušesi. Miška in žabica pa sta bili stisnjeni pod lisičji gobček. Med premikanjem se je nenadoma zaslišalo. Eden izmed šivov na rokavici je popustil in v notranjost se je prikradlo nekaj hladnega zraka. Toda živali so bile tako prepletene, da tega skorajda niso občutile. Popoldne je mimo prišel merjasec. Bil je premočen, povrh vsega pa je močno zaudarjal. Absolutno ne, ne moreš vstopiti, je rekla lisica. Zakaj pa ste vi lahko, jaz pa ne smem? Zunaj je strašansko mrzlo, je potožil. Živalim se je zasmilil, zato so mu dovolile vstopiti. Zdaj jih je bilo v hišici 6. Toda kakor hitro je merjasec stopil skupaj s svojo veliko zadnjico, je popustil nov šiv. Miški, žabici, zajčku, sovi, lisici in merjascu je za trenutek zastal dih. Ampak rokavica je ostala cela. Živali so olajšano zaspale. Ne boste verjeli, toda uro kasneje je mimo prišel velikanski medved. Prosim, tako me zebe in tako osamljenega se počutim. Spustite me noter. Živali so bile dobrega srca, zato so ga spustile naprej. Očisti si tace, so zahtevale. Medved je ubogal, potem pa se je namestil. Zdelo se je, da bo rokavico razneslo. Šivi so se močno razrahljali, zato je bilo v njej več prostora. Zdaj jih je bilo v hišici 7. Nihče se ni upal premikati, praskati za ušesi ali kihniti. Nekaj minut je bilo vse mirno, potem pa je čisto potihem prišla mravljica. Nihče je ni opazil. Ni prosila za dovoljenje, ampak je, ne da bi povzročala hrup, kar vstopila. In pok! Rokavica se je razletela na tisoče koščkov. Ko so živali videle, da je mravljica kriva za katastrofo, so je grdo pogledale. Mravljica pa se je namestila na medvedovo glavo in zaspala. In kako se je zgodba razpletla? Samo poglejte, kaj so premražene živali zagledale. Čudovita zimska pravljica.
Včasih je najlepše, ko z drugimi delimo košček topline in ustvarimo občutek domačnosti. A hkrati ne smemo pozabiti, da ima vsaka stvar tudi svoje meje. In včasih, če preveč vztrajamo, se lahko zgodi tudi kaj nepričakovanega. A pomembno je, da svojo prijaznost delimo z drugimi, ter jim tako polepšamo dan. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni ljudski pravljici z naslovom Dekle, ki je hotelo rožico. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen zimski pozdravček prav vsem poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Uboga mravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno je pred nami pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, v soboto 24. februarja leta 2024, praznuje svoj 6. rojstni dan deček po imenu Veles. Dragi Veles, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti čim več iskrivih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo zanimivi pravljici o dveh najboljših prijateljih z naslovom Žal mi je. Škrebljač in Mojstra sta se vsako jutro srečala na pol poti ob rečnem zavoju. V gozdu še nikoli ni bilo dveh tako dobrih prijateljev. Škrebljač je s seboj vselej prinesel svoj poseben svinčnik. Pomaga mi, da najdem prave besede za moje igre, je rekel. In ko je bila vsaka igra napisana, je poklical Mojstro in predstava se je začela. Mojstra se je smejala, jokala in prosila za še več iger. Mojstra je prav tako imela svojo posebno stvar, škatlo, ki jo je vselej nosila s seboj. Pod pokrovom so se skrivali izvijači in vijaki ter kosi lesa. Vse, kar sova potrebuje za izdelovanje reči, se je nasmehnila. Ni je bilo stvari, ki je ne bi znala sestaviti. Toda Škrebljač in Mojstra sta vsak dan prehodila dolgo pot, da sta se srečala ob reki. Zakaj ne bi našla doma, ki bi si ga oba lahko delila? Je nekega jutra rekel Škrebljač. Mojstra je poznala ravno pravšnji kraj. Tam je bilo prostora za dva in še malo več. Čudovit dom za dva najboljša prijatelja, je rekla sova in veselo zaukala. Ko sta pripravila dom, sta sedla v senco na njuno čudovito verando. Vetrič je nežno pihljal. Čebele so brenčale. In takrat je Škrebljač dobil čudovito zamisel. To je idealen kraj za uprizarjanje mojih iger, je pomislil. Gledališče. Toda Mojstra je bila izgubljena v svojih mislih. Veliko dnevne svetlobe je in veliko prostora za moje orodje. Tukaj bo moja delavnica. Celo najboljši prijatelji ne razmišljajo vselej enako. Naslednji dan je Škrebljač zgodaj vstal in stekel na verando. Največje gledališče na svetu, je oznanil, medtem ko je obešal zavese. Ni pa videl Mojstre, ki je tja privlekla svojo posebno škatlo z orodjem. Zaslišalo se je ukanje, trganje, tresk in ropot. Celo čebele so nehale brenčati.
Dva najboljša prijatelja sta se srepo spogledala. Umakni se z mojega odra, je zavpil škrebljač. Tvojega odra? Odkdaj pa je to tvoj oder? Je jezno rekla Mojstra. Ta veranda je moja. Ne, moja je odvrnil škrebljač. Potem pa sta oba jezna godrnjaje odkorakala stran in se kujala. Mojstra še nikoli ni bila tako besna. Pobrala je škrebljačeve raztrgane zavese in jih pokrpala z velikimi jeznimi šivi. Urejeno, je zapihala in jih obesila čez vejo. Potem je poklicala škrebljača. Svoje igre lahko uprizarjaš tukaj, je zasikala. In ne na moji verandi. Toda Mojstra je bila tudi nekoliko žalostna, kajti nobena količina šivov ni mogla popraviti prizadetih čustev njenega prijatelja. Minilo je več ur. Čebele so znova brenčale. In medtem je škrebljač jezno pihal. Nikoli si nisem mislil, da je sova tako nesramna, je zagodrnjal. Toda prijateljico je kljub temu pogrešal. Vzel je svoj poseben svinčnik. Ta mu je vselej pomagal poiskati prave besede in premagati težave. Toda katere besede bi lahko popravile to težavo? In tedaj jih je škrebljač našel. Ravno prave besede. To bom uredil enkrat za vselej, je oznanil. Škrebljač je odkorakal do Mojstre, globoko zajel sapo in zaklical. Žal mi je! Toda žal mi je niso čarobne besede. Delujejo le, če jih izrečeš iskreno. Ni ti žal, je rekla Mojstra. In res je bilo. Ni mu bilo žal. Besede niso delovale in zdaj je bil škrebljač jezen bolj kot kadarkoli poprej. Neumen, nekoristen svinčnik, je vzkliknil in ga prelomil na dvoje. V hipu je spoznal, kaj je storil. Ob tem ga je spreletelo, stresal se je od brčic pa vse do repa. Mojstra je postala žalostna. Škrebljač, žal mi je zašepetala. Verande si ne bi smela prisvojiti. Uničila sem tvoje zavese in prizadela sem te. Toda jaz sem bil prav tako zloben, je zastokal škrebljač. Nikoli te nisem vprašal, če ti je prav, da zgradim gledališče. Potem je Mojstra stopila k svojemu prijatelju. In objem, ki sta se ga delila, je bil dovolj za oba in še malo ga je ostalo. Od sedaj naprej, je rekla Mojstra, bova odločitve vselej sprejemala skupaj. In potem je škrebljač pobral izvijače, vijake in vse deščice. Mojstra pa je popravila škrebljačev svinčnik, da je bil skoraj kot nov. Škrebljač in Mojstra sta si za vselej zapomnila, da besede žal mi je delujejo le, če jih izrečeš iskreno. In glede verande? Odločila sta se, da si jo bosta delila. Zjutraj bo to kraj za pisanje. Popoldan kraj za izdelovanje. In ob večerjih, ko se sonce spusti za obzorje, bo gledališče dveh najboljših prijateljev. Ja, tudi med najboljšimi prijatelji se včasih zgodijo nesoglasja. Ampak, če znamo pravilno pristopiti, se težave kaj hitro razrešijo. Le iskreni moramo biti. Tako kot škrebljač in Mojstra, ki sta spoznala, da šteje le iskreno opravičilo. Tisto iz srca. Bravo. Menim, da še danes uživata v iskrenem prijateljstvu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o pravem prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Lepo se imejte,
Bodite prijazni drug do drugega. Tebi, Velez, pa še enkrat želim vse najboljše za tvoj 6. rojstni dan. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau. Vesela, da ste se upravičila in verjamem, da še danes uprizarjate